Poslušate oddajo Radioaktivno, z vami Joko Nono. Rolej! Ti in jaz in ti, a se ti zdi, da beživa daleč stran od ljudi, ki je zdaj zlata sredina za naju. Ne dovolim si, da bi te ljubil, a ne moram reči, da ne želim. In vsak dotik je novo vprašanje, ampak ti ne znaš odgovoriti. Ki ima bi raje bila z mano kot z njim, ne. Ki ima se sprenevedaš, ko govoriš. Ti in jaz in ti, bistva si sploh več ne poveva. Tvoj dotik postal je spomin, na koži je le hladna praznina za tabo. In okrteni sanjam le o tebi, ampak ko zbudim se spet spletiš. In če zaspim, mogoče za trenutek ujamem le občutek kot da. Ki ima bi raje bila z mano kot z njim, ne. Ki ima se sprenevedaš, ko govoriš le to. Ki ima bi raje bila z mano kot z njim, ne. Ki ima se sprenevedaš, ko govoriš le. Pusti si biti ti, pusti si biti, žal mi je, da sva začela. Pusti si biti ti, pusti si biti, dolgo že nisi ljubila. Pusti si biti ti, pusti si biti ti. Ki ima bi raje bila z mano kot z njim, ne. Ki ima se sprenevedaš, ko govoriš le. Da zame živiš, da zame ne, ampak še. Ki ima bi raje bila z mano kot z njim, ti in jaz in ti. Kim je bila slišana skupine Joko Nono z albuma Če te vprašajo. Blaž in Žan, lepo zdrav oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živijo. Žan, običajno govoriva samo telefonsko, tokrat pa še v živo v studiu. Ja, zelo lepo je biti tukaj, mi vedno radi pridemo, ko le lahko, in radi vidimo že dobro poznane glasove v slikovni obliki. Joko Nono, ne vem, ali sem v Sloveniji ali sem se mogoče preselil na Japonsko. Ja, mislim, mogoče tukaj Žan znal kaj več povedati, ampak nekako se nam je zdelo zabavno ime, zato mogoče ima pa v bistvu tudi pomen nekaj, kar mogoče Žan lahko zna malo boljš to predstaviti, ampak v osnovi je pač malo poigravanje, malo pa v bistvu tudi iz resne štorije, no, pa lahko Žan nadaljuje. Jaz bi rekel, da meni je na tej točki že čisto vseeno, meni ime dobro zveni, všeč mi je, da pač se bendu reče Joko Nono. Na neki točki je bil to vzdevek za eno od deklet, ki je meni bila blizu v življenju, pol se je ta no dodal kot ne, ampak iskreno danes, da razmišljam o tem, je bolj ne samo šala, no, tako da, ja, Joko Nono, ta bend. To je to. Se je japonska multimedijska umetnica kaj odzvala na to ime? Je prišlo do nje? Ne, ni se odzvala ona, se je pa odzval veliko njenih zagretih privržencev prek raznih spletnih platform, denimo RTV Slovenija in tako dalje, in so bili zelo razgreti nad tem imenom, bi jaz rekel. Potem si že kar predstavljam komentarje pod člankom. Ja, nacionalni šport, kaj češ. Mislim, da tako v tej državi veš, da se te nekam sliši, iskreno. Ja, mislim, so bili tudi taki sočni komentarji, da v bistvu bo padla tudi kakšna tožba, ko bo gospa Ono zvedla, da smo ta ime uporabili, kar mogoče na njen karakter kar pristojno, bi rekel. Pa se ni Slovenka. Imaš prav. Ja, lej, tako je, kakor je.
Pa že tudi malo v letih je pogledal sem, da je rojena 18. februarja 1933. 1933, to je še pred drugo svetovno vojno, si moraš misliti. Samo še 8 let pa bomo na 2033, pa bomo že 33 takrat star. Je Japonka, ki doseže visoko starost, na splošno Japonci. Ja, drugače, je, da Japonska pa jug Italije dosegajo najvišjo starost, tako da naj bo tako tudi s tem bendom, naj povzame nekaj po temu, pa da smo dobri še v tistih letih in da delamo. Da ne boste že vsi postali nono po Primorskem. Pa tudi če, pa da špilamo, zakaj pa ne? Kot veterane. Ma ja, vse pravim, pač tudi če bomo nonoti, pa da špilamo, pa da bomo lahko še stopili na oder, pa naredili žur, tukaj, ne vem, Rolling Stones še zmer, to bi bilo da best. Pogovor smo pričeli s skladbo Kim, tudi vašim drugim singlom. Ja, kar nekaj časa je v bistvu že od tega, kar smo dali ta komad ven, tudi ko mi dva z Blažem debatirava med sabo, vidva, da se je ogromen reči zgodil v zadnjem letu, mislim, da je kako leto, odkar je šel, ne? Ja. Mislim, lepo je videti, kako te komadi rastejo, tudi lepo je priti kam pa slišati refren, ki je dejansko odpet strani ljudi. To je nekaj, kar mogoče nismo zares pričakovali v tako kratkem času, ampak se dogaja, tako da smo zelo srečni, da je očitno bil pravi izbor takrat v tistem času. Druga bo večna? Ja, v bistvu večna je eden tistih komadov za nas, ki ga ponavadi odigramo bolj na koncu in je res en tak komad, ki v bistvu dobi polno podobo šele, ker nas slišiš v živo in se mi zdi, da s tem res damo na konc piko na i koncertom. Ja, žur komad, dober za zgonce na koncertih. Tako da s tem koncertom vabljeni na naše prihajajoče koncerte, ki bojo zelo kratki.
večna skupine Yoko Ono z albuma Če te vprašajo. Prebral sem, da vaši začetki segajo v dnevno sobo. Ja, v resnici pač muzika, bi jaz rekel, pri meni pa pri Blažu je bolj kot ne način življenja. Ni zares tako, da bi se lotila ustvarjanja glasbe tako ciljno na začetku, kot mogoče zdaj izpada, ko je okrog nas res eno lepo število ljudi in delamo skupaj proti temu, da ta muzika doseže največ kot lahko. Ampak na koncu vse izhaja v resnici iz nekih lastnih zgodb, iz nekih druženj in iz tega, da se kot človek prvo povežeš. Jaz še vedno sem trdno prepričan, da ne moreš se ukvarjati z glasbo, če nisi v življenju nekaj preživel, če nisi v življenju nekaj dal čez. In mislim, da zaradi tega je prav, da izhaja pač iz dnevne sobe, a ne? No, v najnem primeru tudi dosti terase. So bili potem to globoki pogovori o glasbi? Poglobljeni? Pa mogoče ne bi lih rekel samo, da je bila tukaj stvar, da so bili pogovori o glasbi. Pač se mi zdi, da na koncu največ, kjer sva mogoče dosegla tudi najmanj poglobljen odnos, je lih to, da nisva dajala toliko samo na to, da je pač glasba vsa stvar, ki se dogaja, kakor mogoče se kdaj danes zgodi, ker pač je mogoče malo več dela, pa ker band tudi kaj več naredi. Ampak ja, mislim, kle so bili v bistvu preprosto pogovori o pivu, kakšnega so si pržgala in pač debatirala, in to je v bistvu v osnovi to, pač globoke debate o čemarkoli, včasih tudi o najbolj banalnih stvareh sva lahko šla tudi kdaj preglobok. Ja. Jaz bi iskreno rekel, da sploh, tako kar rečeš, globoke debate, jaz bi rekel, da zame ta beseda globoke debate, pač to ne obstaja. Kaj je to globoka debata? Mislim, to je tako, da dajemo rečemo, veš, tako, nekje obstaja meja, čez katero prestopiš in potem si v območju, kjer debatiraš globoke stvari. Mislim, da je to brez veze. Če se ti znaš pogovarjati, je lahko vsaka banalna stvar v življenju nekaj, kar ima pomen in nekaj, o čemer se pač ali karkoli napiše še predtem, pa pač doživljaš to kot nekaj pomembnega in hočeš pač deliti z ljudmi. In mi gre malo na živce, da dobiva to včasih konotacijo kot ok, zdaj se pa vi soft, zaradi tega, ker se ukvarjate s stvarmi, čez katere greste v življenju in pač to prebavljate na nek način, kjer ste pač kolegijalni med sabo. Ne bi temu rekel soft, jaz bi temu rekel nekaj, kar je najbolj iskreno in pristno in bi marsikomu prvoščil, da to doživi, če še ni, no, nej proba. Mislim, da bi marsikomu to v življenju prišlo še kako prav. Niso potem to razprave v stilu Slavoja Žižka? Mislim pač, kdaj tudi so, noben ne bo tukaj trdil, da ima toliko intelekta ali pa filozofske širine, da bo debatiral v stilu Žižka, ne, pač niti se ne trudimo tega, ampak lahko se pa pač pogovarjamo o čemarkoli, kadarkoli in to je meni najbolj pomembno. Se iz tega potem tudi rojevajo ideje za skladbe? Jaz mislim, da kle je najbolj jasno to, da pač ideje izhajajo iz Žana in iz Žanovega doživljanja svojih izkušenj in sveta okoli njega. Se mi zdi, da tukaj bi bila krivica, če bi rekel karkoli drugega. Se mi zdi pa, da te debate, ki so pa bile predvsem med nama, pa zdaj tudi med celim bandom, ki smo se tudi malo bolj povezali v roku zdaj leta pa pol, mogoče sam pomagajo, da to pride do ta pravega izraza, da tudi v bistvu Žan, ki pove nekaj, da ima tudi band to vizijo, oziroma band razume to vizijo, ki jo ima Žan, čeprav na koncu pač je pa pač Žan tukaj idejno v bistvu to nastane v njegovi glavi, oziroma to je doživeto in potem pač tudi napisano na papir. Vsak vrže na papir svoje ideje? V bistvu tukaj ni zares, mislim, da nismo nikoli debatirali o tem, da je to karkoli izključeno, ampak do zdaj je to delo Žan in mislim, da se je to izkazalo za najboljš. Na koncu mislim, da frontman in pevc more povedati svojo štorijo, muzičari to dobro podpreti in mu slediti in pač razumeti, kaj je hotel s tem povedati, da lahko dobro pač to podpremo, ampak pač kle mislim, da mi ne pridemo zraven in tudi ne rabimo. Jaz bi rekel, da mogoče čisto zaradi tega ta prvi album izpadel drugač, kot bo izpadel drugi, to govorim čisto na tem mestu, ker že imam neko idejo, kaj drugi je in glede na to, kar pač
se dogaja recimo v zadnjem letu. In mislim, da na tak način, da je to pač konsistentno od enega človeka, tudi pač dobiš to, da greš lahko pol tudi čez albume, čez neko zgodbo, a ne. Mislim, vedno sem bil pa zagovornik tega, da pač pišeš o tem, kar doživljaš, in tudi ne vem, če sem kdaj pisal v momentu, ko je bilo v življenju lahko. Ponavadi je vedno to moment, kjer pač sem pred neko točko preloma in želim o tem pisati. Nisem nikoli čutil potrebe, da bi pisal v trenutku, ko je pa življenje, ne vem, lepo. Takrat sem rajši šel, ne vem, ven, pa pač se po sonču, ne vem, poslušal ptice, pač karkoli drugega, kakor pisal glasbo. No, sej, kaj pa vem. Mogoče pa enkrat v življenju pride ena točka, kjer se to obrne, pa bo pol ena ful vesela plata. Same skladbe za veselice. Ne vem, če smo mi band za veselice, pa tudi če kadarkoli bomo. Tretja bo Tvoj kreten, tudi tretji singl. Ja, Tvoj kreten je kar štorija za tem komadom. Bil je en čas v življenju, ko sem se jaz skoraj preselil v eno zelo, zelo oddaljeno državo, ker sem pač hotel slediti svojemu srcu in Joko. In pol se ni šlo in pol namesto tega je rad ta komad. Tako da, to je to. Vse kar zanimiv spomen tega po toliko časa. Ukradla si večer, zdaj govoriš, da greš, a dovoliš, da te držim in te poljubim spet. Se igraš, ko me pogledaš, rečeš, smeješ, ker če je res, bi rad bil tvoj kreten. Kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten. Zdaj prepetim noči, še po dnevi spim in koledarja ne premikam že cel teden v park. Rečeš moram iti, zamujam na stvari, če ni med nama, ni problema, nočem slišati za njim. Kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten. Kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten, kaj če hočem biti tvoj kreten. Čas je, da ti vse povem, nisem še pri sebi, veš, nimam blage, kam to gre, a veš, včasih, ja, včasih vozim, dokler se zdani. Stavim, glej me v oči, beri me vrsticami, tako kot včasih. Ker hočem biti tvoj kreten, hočem biti tvoj kreten, tvoj kreten. Če hočem biti tvoj kreten, če hočem biti tvoj kreten, ne morem gledat, so ti pravijo, ne te pustim, nihče ni z nama, te zato ne ve, kaj govori. Ne morem gledat, so ti pravijo, ne te pustim, briga me, dokler z mano si. Ne morem gledat, so ti pravijo, ne te pustim, nihče ni z nama, te zato ne ve, kaj govori. Ne morem gledat, so ti pravijo, ne te pustim, briga me, dokler z mano si. In hočem biti tvoj kreten, hočem biti tvoj kreten, ja, tvoj kreten. Joko Ono, Blaž in Žan z mano vdaje radioaktivno album Če te vprašajo. Tisti, ki ga predstavljamo, ste 5-članska zasedba, od začetka enaka postava. Ja, v bistvu tukaj moram pa reči, da imamo pač itak Žan na vokalu, jaz na bobnih, pa imamo pa še Klemna na kitari, Marka na kitari in pa Nejca na basu. Zasedba je že od štarta taka, kakor je, in v bistvu se mi zdi, da tukaj pač res imamo neko povezavo med sabo in tudi zdaj, ko v bistvu že aktivno delamo na drugem albumu, se mi zdi, da če dalje bolj to kaže, kako v bistvu se razumemo in da v bistvu tudi razumemo in glasbeno in
privat, pač kako kdo deluje in je v bistvu čedalje bolj lušten biti ob fantih in delati z njimi. Tako da mislim, da težko videti, da se bo to pač kamorkoli šlo v nepravo smer in zdaj le zelo super delamo, tudi lepe stvari prihajajo ven, moram potrkati, ja. Ampak ja, ne vem, pač je ena taka fajna ekipca, smo tudi vsi ostali, ki nam pomagajo, ali je to na koncertih, imamo super produkcijsko ekipo, ali je to z video spoti, ali je to ekipa, ki nam pomaga pri produkciji v studiu, tako da ne vem, se mi zdi, da se kar ene tako lep prijazni, pridni in dobri ljudje naberajo okoli nas, ki res fajn delajo in mi verjamemo njim, oni verjamejo nam in je ena taka dobra energija. No. Žan, je težko ali lahko 5 različnih glav spraviti na podoben oziroma enak imenovalec? Pa ne, ni težko. To, ne vem, zakaj bi bilo to težko. Jaz mislim, da če je vizija močna pa jasna, da ni noben problem poenotiti 5 ljudi, pač pogledamo malo okrog sebe, pa bomo videli, da se da poenotiti še veliko več kot 5 ljudi. No. Tako da, glavno je to, kar je Blaž rekel, je pač res. Ne? To nihče od našega kroga ni naduvan, nihče nima lastnega ega višjega od ciljev skupine, in vsi smo pripravljeni delati za isto stvar. To je to, kar se mi zdi, da se te vrednote v resnici v življenju dosti zgubljajo, če sem čisto iskren. Da malo je danes ljudi, ki znajo dati interese kolektiva pred svoje interese, ki znajo poslušati, ki znajo tudi kdaj kaj narediti, vedno manj. Pa vem, da je tega vseeno dost, samo imam pa res, tudi kot je Blaž rekel, en občutek privilegija, da lahko delam s takimi ljudmi, da lahko mi delamo s takimi ljudmi, kot z njimi delamo. Naslednja se ti zdi skladba, s katero smo vas leta 2024 tudi spoznali, konec marca? Tako je, ja. To je bil v bistvu naš prvi singel. Tle je v bistvu se je zares uradno vse začel in ja, mislim, da od tam naprej rinemo naprej. V bistvu je feeling, da je že full del od tega, kukar dejansko je, ker na koncu v bistvu niti še 2 leti ni od tega, pa imamo že 11 komadov zunaj in se v bistvu 11 komadov se mi zdi, ka cela večnost nazaj, ka pogledaš tako. Tudi kar neki špilov smo dali že za sabo in je lepo, fajn je pač tako, ka se na kakšnih intervjujih spomniš za nazaj, pa rečeš, kam bo to šlo, pa si zdaj rečeš, ok, pač se neki se pa čuti, da nekam to gre, bomo pa videli kam, pač mi bomo delali naprej po svojih najboljših močeh. Ja, se ti zdi, je bil pa nek tak prvi, kaj ne rečem, en tak prva točka v naši karieri Yoko Ono. Pravi mi, da preveč povem in da mi ne zaupa, ker nima več občutka, da bi bil iskren. Pravi mi, da je ne poznam, a ko postavim vprašanje, reče, beri mi z oči in me preigra. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Pravi mi, da še pride čas, ko bom izvedel, kaj pomenijo besede, ki do zdaj jih še ne poznam. Pravi mi, da se mi všeč, a da lahko jo kradem le zvečer, ker zaklenila je srce. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomin še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se
razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomnim. Še vedno vara, praviš mi, da ne veš, kaj je to med nama. Kaj počneva, baby? Kaj počneva, baby? Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomnim. Še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi, da ni razloga, da bi rekla mi, da me imaš rada in da te spomnim. Še vedno vara, govoriš, da ne veš, kaj je to med nama. Se ti zdi in Yoko Ono oddaja Radioaktivno, kam pa plujete žanrsko? Pa jaz bi rekel, da se premikamo proti nečemu, kar je zdaj bolj temačno, od tega, kar je bila prva plata, zaradi tega, ker je pač tudi življenjsko obdobje v tem trenutku nek moment odraščanja in premikov in prestopov. Prva plata je bila sestavljena na tak način, da se je dlje časa delala, dlje časa se je pisala, to so bili komadi, ki so nastajali kar par let, pa tudi pač v življenju smo bili na drugi točki. Tako da jaz bi rekel, da Yoko Ono bo kmalu malenkost dozorel, no? Kot band, kot muzika, kot izraz in beseda, ki ti nekaj pove. Pa se mi zdi, da smo bili že od vedno povedni, pa nikoli nismo zares tega skrivali, ampak imam občutek, da zdaj, kar se dogaja, bo postala samo še bolj prečiščena in surova verzija tega, kar v resnici smo. Bi vas lahko označili za indie rock band? Ja, mislim, v današnjih cajtih o žanrih težko rečeš, ampak mislim, da lahko bi rekel indie rock, lahko bi rekel rock and roll, lahko bi rekel pop rock, v bistvu vse to je, lahko bi rekel, ne vem, so nam tudi že rekli, kaj smo že bili, indie pop oziroma soft rock ali kako že. A veš, kaj smo mi smo tak band, ki mu ne moreš zares dati nobene nalepke gor, zaradi tega, ker se mi zdi, da to se bo itak pokazalo še z glasbo, ki bomo izdajali, ampak muzika sledi nam. Pač ni tako, da bi mi sledili muziki in da bi se ozirali, ta glasba rabi biti pa taka in taka, ampak mi pač pišemo iz tega, kar smo in iz tega, kar živimo in zaradi tega tudi neko nalepko, pač dati naši glasbi nalepko je tako, kot da bi hotel dati človeku isto nalepko za celo življenje. To ne moreš tega narediti in ohraniti neko vrednost te nalepke. Tako da pač lahko nas označujejo za karkoli nas hočejo označevati, nam to zares ne pomeni popolnoma nič. Važno nam je to, da ljudje razumejo to, kar hočemo povedati. Opažam, da so bili bendi v preteklosti dosti bolj profilirani žanrsko, kot ste vi danes. Nekoč, če je bil rock band, je bil rock band brez nekih primesi, kot pa naprimer v današnjem času, ko se vse skupaj prepleta. Ja, zato ker je bilo omejena količina prostora je bila na voljo za konzumirati neke informacije, recimo včasih so se prodajale na veliko vinilke, v trgovini je tok in tok prostora in je pač treba zadevam dati neko štampilko in imeti nek izbor, bilo je treba tako delati. Danes pa ne bi rekel, da je sploh to relevantno, zaradi tega, ker ljudje poslušamo glasbo digitalno, dostopna nam je praktično vsa glasba, ki se posname in izda, in zato lahko tudi veliko bolj kuriramo svoj glasbeni okus, da ni samo, podvržen enemu žanru. Saj tudi danes, če pogledamo, a imamo danes sploh kje tak band, kot je bil Guns N' Roses svoj čas, ali pa Metallica. Jaz bi rekel, da že desetletja, če ne več, takega benda pač ni. In ni ga s tem razlogom, zaradi tega, ker včasih so dejansko lahko glavni mediji, ki jih je bilo toliko manj, usmerili celotno glasbo v eno smer in dali ljudem pod nos točno to, kar morajo poslušati, danes pa tega ne morejo več narediti. In danes si svoj glasbeni okus vsak kroji sam, zato je to danes nerelevantno. Imate kaj vzornikov? Ja, definitivno, mislim, kako češ brez njih. Mislim, da zdaj, če gledamo na slovenski trg, jaz mislim, da imamo vsi mogoče malo različne
ampak se mi zdi, da pač mem teh glavnih ne moramo, pač kar so Siddharta, Bigfoot Mama, Dundee. Ja, mislim, velike dobre muzike in pri nas in v tujini. Jaz bi še prej rekel, mogoče koga, ki malo manj izstopa po številu poslušalcev, pa je pač glasba, ki si jo konstantno vrtim, ne vem, Žardije, da huči so mi všeč pri nas, tudi kakšni naši vrstniki tipo Ember, čist huda glasba. Drugače pa poslušamo tudi, jaz poslušam ogromne tuje muzike, veliko gledam v Anglijo, zadnje čase veliko gledam tudi v druge države Evrope, mogoče sploh ne angleške, zares veliko nemške, nizozemske, tudi francoska, španska glasba se najde. Ampak ja, vse je nekako v tem našem džiru, no, bi jaz rekel. Čisto odvisno. Žan, kateri si rekel, piši mi? Veš, da ne vem, če sem jih sploh to rekel. Mislim, da takrat sem glih ta komad napisal, zato ker sem jih hotel to povedati, ampak pač je prehiter šla, da bi lahko. Nisi utegnil odpisati? Pa jaz mislim, da ona ni utegnila odpisati. Ampak ne, jaz nisem utegnil. Ja. Prevzemam krivdo nas. Veš, svet se naprej vrti med vrsticami. Te iščem, najdem tele, ko zaprem oči. Spet pogreje me sladka mala laž. Da me ni več strah spremen, da si spet lahko narišem srečo in ljubezen, če želim s drugimi ljudmi, vsaj tako se zdi. Tebi je malo mar, kaj počnem, če sem s kom ali sam. Zato ti zadnjič rečem, piši mi še kdaj, tudi na skrivaj, tudi brez razloga. Tišina me ubija, prosim, vem, da zgubi pomen vse, kjer ni srca na mestu. Iščem te po dolgem in počez, praviš, da ni res, ne govori, da ni res, ker dobro veš, da zadnjič rečem, piši mi še kdaj, tudi na skrivaj, tudi brez razloga. Tišina me ubija, prosim, piši mi še kdaj, tudi na skrivaj, tudi brez razloga. Tišina je, ker če te ne smem več niti objet in niti poklicat več, lahko rečem le, piši mi še kdaj, tudi na skrivaj, tudi brez razloga. Tišina me ubija, prosim, piši mi še kdaj, tudi na skrivaj, tudi brez razloga. Tišina me ubija, prosim, piši mi. Piši mi in Yoko Ono, Blaž, ti si kdaj pisal? Pa ne SMS-ov, pa mailov, pismo. Pismo, v bistvu dejansko pa sem. Sicer bolj uradne stvari, če je bilo treba kaj še na star način narediti, pa kakšna razgleda. Sam sebe. Dobro, veš, kakšen podpis ima fotor, Mislim, mi smo še, se mi zdi, da še vsem mogoče ta generacija, kakšne stvari je bilo treba še pred direktno digitalizacijo narediti in kakšne uradne stvari si še mogel kakšno pismo dejansko napisati, čeprav je bilo tega ful malo. Tako da ja, smo, ampak bolj redko kdaj.
bolj zdaj e-maile se piše, če se to zdaj tretira kot novodobno pismo. Dejansko se. Ja. Ampak, če bi mi zdaj le dal, napiši pismo po vseh slovenskih oziroma po vseh pravopisnih pravilih, mislim, da bi imel malo težavo. Ja, bi bilo kar nekaj rdečega označenega v tem tekstu, ne samo pri tebi, pri marsikom. Tako, ja. Tako. Če te vprašajo, je vaš prvenec in kaj odgovorite na vprašanje, če te vprašajo? Jaz mislim, da mora nekdo poslušati ta album in bo točno vedel, kaj mi odgovorimo. Ne morem pa tega skrčiti v en stavek, mislim, da se ne da. Pač, če te vprašajo, je štorija, ki govori o tem, da, mislim, če pogledamo pač po črto, kaj pač poanta tega albuma, mogoče zame. Mislim, da ko greš enkrat z nekom narazen, ostane veliko enih stvari, ki si jih nisi povedal in potem slišiš okrog sebe stvari, ki se govorijo. In zato, da ti greš čez nekaj v življenju, je po moje ena od najbolj pomembnih stvari, da če hočeš to seveda konstruktivno narediti, da so stvari jasne. In jaz bi rekel, da ta album je moja štorija iz druge strani, tako kot sem jaz stvari videl. In mislim, da zato je cel album statement na to, kaj mi odgovorimo, če nas vprašajo. Pač to. Iskrenost je ena vrednota v življenju, ki je manjka, ko res je manjka. A je to na tak način, kot je to, pa je mogoče to malo naivno, glede na to, kaj je bilo tisto obdobje v življenju, ampak se mi zdi, da iskrenost v resnici nikoli ni zares naivna. Samo rekel bi, da vsebina se spreminja in kdaj je pač taka, kot je na tem albumu, kdaj je taka, kot bo na drugem, pa nimam pojma, če me zdaj vprašaš, kakšna bo na tretjem, ampak to je najbolj pomembna stvar v življenju. Iskren biti in tudi zahteva, da imaš kar veliko poguma v sebi včasih, da to narediš. Iskren v letu 2025 je že umetnost. Pa ne vem, vse veliko ljudi ima svoja mnenja o stvareh. Se mi zdi, da smo kot družba zelo opredeljeni, ampak nikoli pa nisem dojemal, da bi bil point iskrenosti to, da se postaviš na en breg in ne znaš pogledati na drugo stran. Mislim, da je to zares stvar, ki se je izgubila. Ne zares iskrenost, ampak mogoče posluh, tudi v določenih momentih. Glede iskrenosti pa bolj to, da znaš preceniti, kaj od tega, kar komuniciraš, je zares tvoje lastno in kaj ni in je privzeto in mogoče nimaš zares nekega razloga, da to stališče daješ naprej. Ta album je nastajal 3 leta recimo in mislim, da je to dovolj časa, da lahko premisliš v tem času, kaj zares boš povedal, in mislim, da je dober premislek tudi ena od zelo pomembnih podlag za to, da si lahko iskren. 11 pesmi je na albumu. Blaž, vseh razmišljate? Jaz mislim, da največ od komadov, največ je o komadih razmišljal Kležan. Jaz sem jih bolj sam ful prevečkrat preposlušal, ker sem jih miksal in pač še prej v predprodukciji se mi zdi, da takrat šele zares se je tokrat. Jaz sem ful tak, da komade, ki se jih zapomnim zelo hiter, se mi zdi, da je pač to meni dober komad. In recimo komade od Žana, vem, da še preden smo sploh mi bili band, sem slišal en komad, sem rekel, pismo, jaz to takoj že štekam, kaj je ta point tega komada, in mislim, da kle se hiter ugotovi, pri teh komadih je zelo jasno povedano kaj, tako da zares kdo je rabil največ kle razmišljati pri tem, da je to prišlo čez, tako kukar je. Mislim, da je Žan, ostali smo pač sam ful prevečkrat preposlušali. Tako da to. Žan si veliko razmišljal o vrstnem redu skladb na albumu. Si se skupaj zakrožil neko celoto ali je bilo to žrebanje? Preveč. Pa tokrat sem ga preklel. Prisežem, to je bil pa res proces. Drugač ni na streamingih enak vrstni red skladb, kot je na CD-ju. Zato, ker smo imeli za CD malenkost več časa, da se je o tem dal razmišljati, in potem smo prišli do enega čist drugega vrstnega reda. No, sej smo prinesli CD tudi sabo, v resnici, a ne tle zadi, je pač zemljevid, ni zares vrstnega reda skladb, a ne grejo 1, 2, 3, seveda so na CD-ju razporejene po vrstnem redu, ampak poanta tega zemljevida je, da to so pač, recimo, če je to nek fiktiven kraj, v katerem smo mi mogoče fiktivno se znašali enkrat v življenju, so tle nastale dejansko te pesmi in so pač tudi pogojene s temi kraji, in potem, če poslušaš album in gledaš ta zemljevid, lahko razumeš, kje so se dejansko stvari dogajale. In na CD-ju grejo tako komadi,
In se mi je zdelo, da glede na to, da je to neka stvarka, vseeno ostane zavedno, pa se ne more zbrisati, da vsaj na CD-ju mi je lahko popolnoma vseeno za to, kakšen je vrsten red, ampak pač grem kronološko in uporabimo to kot dnevnik. Ja, glede streamingov smo pa pač na koncu, jaz sem imel en vzgib, ker sem si želel dati, če te vprašajo, ker smo iz prve mislili, da bo zadnja skladba na albumu, da smo ga dali na prvo mesto, zaradi tega, ker je bila nekak ideja za tem imeti neko uverturo v to, kaj zares se zgodi, a ne? Pač neko napoved, okej, to je zdaj o tem, a ne, pač zdaj se je zgodil, tako, ko pogledaš film, na začetku se ti pokaže nek prizor, ne, nekdo se je zaletel v avto na polno in potem pač ti ne veš, a bo on preživel ali ne bo in pol pač bum, prvi dan njegovega življenja in pol greš kronološko naprej, ne. In to je v resnici ta point tega, zakaj če te vprašajo na tem mestu, ne. Mogoče danes, če bi delal, oziroma skoraj gotovo, če bi danes delal ta vrstni red absolutno ne bi bil enak. Blaž se smeji, ker vem, da bi imel še on veliko več dela. Ja, Blaž je doživljal frustracije skupaj z mano, verjemi mi. Ampak mislim, da tako, kakor se je ta album delal, mislim, da se je zelo zdravo in z lih pravo mero vsega kreiral, ker jaz imam rad, da če kdo zakomplicira z razlogom in tukaj se nikoli ni zgodil, da bi se zakomplicirali zaradi stvari, ki ni imel nekega pomena in to je prav. Na koncu pač se mi zdi, da se je treba povedati tisto, kar hočeš in za čem stojiš in tako pač lahko pol tudi najbolj stvari in kot band povežejo, vsi smo si na jasnem glede vizije, takoj pač razumemo med sabo, da ni pol vsak malo po svoje si pač interpretira stvari in je pol v bistvu tudi naša persona skupna kot Yoko Ono malo razdrobljena. Tako pa v bistvu vsi se mi zdi, da konstantno vemo, kam želimo iti, zaradi tega, ker v bistvu skozi pucamo te stvari, ki se nam zdijo pomembne. No? Tako. Pač itak se mi zdi, da vsak ima malo svojo med bendi, ima vsak malo svojo vizijo o... Zdaj me je Žan zmedel, ker ne vem, kaj je hotel. Vsak od bendov, različnih bendov, ima neko svojo filozofijo, kako predati to ljudem, mi sledimo in ja, to je to. Naslednja, kako bo? Jaz upam, da bo v redu. Ne, kako bo je drugač moment tega, ko vidiš, da vse okrog tebe malenkost razpada, seveda pač gledano v nekem odnosu in potem razmišljaš, kaj zares je še za narediti in se vprašaš, kako bo, če še kdaj vidiš tega človeka. Je tudi nekako en komad, ki lepo zaokroža to poanto, o kateri sem govoril prej, da poveš stvari, ki jih mogoče nisi. In se mi zdi, da bi se mogli v življenju večkrat dati v pozicijo, sploh, ko razmišljamo o tem, da nekaj pustimo za sabo, kako bo za nas to izgledalo čez nekaj časa, ko smo to že spustili, ko smo pustili to za sabo. In s tem pol tudi mislim, da dobimo v življenju neko boljšo presojo o tem, kaj počnemo zares. In to je ta pesem. Res na isti strani, zmatran sem, a veš, daj ostani tukaj, ker srce zdaj bije bolj počasi, kar podira se, je enkrat stalo skupaj. Vzamem dan si, da razmislim, kaj lahko ti sploh še rečem, vzamem dan si, da razmislim. Kako bo, če še enkrat srečava se? Kako bo, spet lahko pozabiš na me? Nimam ciljev, iskreno le ljubiti tebe. Niti ne govori, zmatran sem, a veš, najni premori me režejo in povedal bi vse, pa ne morem nič več, ker ne slišiš me, ne. Kdor te ljubi, zgubi, kdor ne dovoli temu, dala bi vse. Vzamem dan si, da razmislim, kaj lahko ti sploh
sploh še rečem, vzamem dan si, da razmislim. Kako bo, če še enkrat srečava se? Kako bo, spet lahko pozabiš na me? Kako bo, če se še enkrat srečava? Srečava. Če se še enkrat srečava. Kako bo, če še enkrat srečava se? Kako bo, spet lahko pozabiš, pozabi na me? Nimam ciljev, iskreno le ljubiti tebe. A stojiva res na isti strani, zmatran sem, a veš, daj ostani tukaj. Kako bo in Yoko Ono z albuma, če te vprašajo? Žan, preko si omenjal ta zemljevid, res ga niste mogel locirati v Ljubljano, vsaj po uličnem sistemu, ne? Ja, mogoče pa res ne vem. Kaj pa vem? A veš, kako bom rekel? Jaz imam rad ljudi, ki berejo, bi rekel pa, da sem zaljubljen v ljudi, ki preberejo med vrsticami. Zato mogoče kdaj tudi ne povem vsega, kar smo mislili na začetku, pa naj pol kdo pri sebi ugotovi. Naslovnico si oblikoval ti tako minimalistično. Ja, ta album na koncu je neke vrste objem in tudi zato na naslovnici objem. Za naslovnico je tudi poezija, ne, če dobro pogledaš, ki tudi nekaj pove. In mislim, da je že sam dizajn albuma mogoče preprost, ampak pove kar veliko. Za moje pojme več kot marsikjer album, ki sem ga jaz videl. Mogoče pa sam nisem znal dosti med vrsticami prebrati. Pomeni, treba najprej poslušati, potem pa še gledate. Ja, mislim, se mi zdi, da kukar so komadi zelo jasno povedani, kaj je point njih, je mogoče na dizajnu so kakšne stvari malo zakrite, pa tako kukar recimo ta poezija, ki je Žan izpostavil, pa mogoče zemljevid, ki ne veš čisto točno, kje je, ampak načeloma se ve, kje je. Ja, tako da... Veš, kako je? Tist, ki želi prebrati, ponavadi prebere. Ne nazadnje pa se danes glasba tudi gleda. Ja, pa se tudi za pogledati nismo slabi, ali? Nekje sem prebral, da ste kot petorčke. Aha, pa podobne stvari beremo. Ja, po moje, da bo še marsikaj kje prebrati. Mislim, se nadejam. Ali pa tudi ne preveč. Ko sem omenil gledanje glasbe, ne nazadnje vse single pospremite tudi z videospotem? Ja, mislim, nekako je to kot neka izpostavitev nekega komada, vsaj v prvih fazah. Pa v bistvu na koncu imamo tudi nek žur je tudi v tem, kako zdizajniraš videospot, napišeš scenarij, pač to ga v bistvu napiševa midva, zraven nama pomaga tudi malo Rok Mlinar. In je tudi pač nek del te umetnosti, da pač damo tudi vsem tem komadom tudi neko vizualno podobo. No. Kakšnim se zdi to nujno zlo, kakšnim bendom, nam je pa v bistvu dejansko pač to fajn delati, zato mogoče tudi kakšen videospot več, kakor bi bilo na normalen album videospotov. Meni se zdi, da če mogoče se še malo odzovem na tisto prejšnjo, ne pač šalo, v resnici mi nismo tle zato, da bomo izražali zdaj nek svoj sex appeal in to prodajali prek videospotov, niti ni to nikoli bila in nikoli ne bo poanta tega, kar mi delamo. Zato tudi naši videospoti ne nujno sploh vključujejo nas. No. Mislim, če bi bilo po moje, bi bili vsi naši videospoti igrani filmi, kjer dejansko se med sabo povezujejo, imajo neko zgodbo in pač iz tega nekaj povemo. A ne? In recimo eden mojih ljubših je Ne kliči, kjer smo dejansko v spotu po moje, da dopolnili, mislim, da nam je to najbolj uspel, dopolnili vsebinsko, o čem ta pesem zares je. In mislim, da ko enkrat pogledaš ta videospot,
ne moreš na komad gledati enako, kot si prej. In video je tudi ena močna platforma, ki se jo danes, mislim, da izkorišča zelo površinsko, predvsem zato, ker se jo v določenih momentih mora, ker imaš omejen razpon pozornosti gledalcev, ki to gledajo. Vemo tudi, da formati postajajo vedno krajši in da je vedno manj prostora v resnici za to, kako povedati neko zgodbo, ampak tukaj v resnici je point tega, kar mi delamo, to, da si pa lahko vzamemo namesto 20 sekund tistih 3 minute in pol in probamo v tem času nekaj povedati, zato tudi radi to delamo. Ne? In zato to tudi delamo mi, ker se nam na nek način zdi, da smo s tem, kar smo zdaj naredili, vedno bliže temu, da znamo predati naprej tudi prek tega formata neko sporočilo na jasen način naprej. Ne? Še eno za mladi band, nenavadno stvar, imate spletno stran. Ja, a je že operativna? Našel sem jo na Googlu. Jaz ne bi še nobenega povabil na to spletno stran, mislim, da se nič pametnega ne da tam videti v tem trenutku. So povezave na družabno omrežje. Ja, mislim, absolutno. Trudimo se to delati za koga, ki bi nas najdel pač prek interneta ali pa za nekoga, ki želi tam pogledati. Definitivno je to nekaj uporabnega, upam, ampak mislim, da bo tudi spletna stran v nekem času postala bolj pomemben del naše, zgodbe in da bomo tako kot vse ostale elemente tudi njo uporabili na tak način, da bo dopolnilo tega, kar mi delamo, ne samo nek obvezen element. Ne. Mi, kar delamo tukaj, je, da v bistvu gradimo od samega štarta neko zgodbo, ki je smiselno povezana in kjer ima vse neko vrednost. Ne. Se tudi v resnici CD-jev danes ne bi rabili delati, ne. Smo pa jih zato, ker imamo mnenje oziroma smo imeli takrat neko idejo, ki je lahko dopolnila to, kar smo že takrat želeli sporočiti, in zdaj v prihodnosti je čas, da se to samo še nadgrajuje in raste. Ne. Stala bo naslednja. Ja, Čan, boš ti kaj povedal nad Stala? Si navajen? Ja, Stala je pesem, ki govori o spominih, govori o tem, da je glasba v resnici tudi in življenje v določenih momentih vezano na to, kje si, s kom si. Mislim, ne govori o tem samo ta pesem, mislim, da se tega vsi še predobro zavedamo in o tem momentu, ko se tega spominjaš, a ne, pač ko imaš včasih v življenju ta moment, ko se ozreš nazaj in pač vidiš določene podobe pred očmi, vidiš določene stvari, ki so se ti zgodile. In Stala je v resnici odraz enega obdobja, kjer so seveda pač te spomini prišli naprej in med vrsticami tudi vprašanje, kako pa je danes. In mislim, da včasih, ko nekoga ne vidiš nekaj let, se potem vprašaš zares, tako zanimivo ti je, kam je človek šel, kaj se je z njim zgodil, in jaz upam, da je dobro. Ko sem sam, priznam, še mislim na te in svoje napake. Življenje ta človek ti vzame. Če se največ naučiš napak, a sem bedak, da te še ne znam prebrati. Odvisen
po meni. A te hladi promil, ko dihaš nikotin, a hočeš nehati in pokazati, kako res si. Verjetno bolje, da me ni ob tebi. Še vedno vem, kje sva stala, takrat ko vrelo je med nama in nimam novih vprašanj. Kako naj greva naprej, veš, jaz se ne dam, ne. Kje sva stala, takrat ko vrelo je med nama in nimam drugih vprašanj. Kako naj greva naprej, veš, jaz se ne dam, ne. Kaj lahko povem, če me nočeš razumeti, ne moram te pustiti za sabo. Kaj lahko naredim, če te hočem še dobiti, a se lahko drživa. Kaj lahko povem, če me nočeš razumeti, ne moram te pustiti za sabo. Kaj lahko naredim, če te hočem še dobiti, a se lahko drživa, a se lahko drživa. Joko Ono, Blaž in Žan sta z mano v oddaji Radioaktivno. Vse, kar danes poslušamo, ste posneli v kleti. Ja, mislim, sliši se zelo slabo, ampak v bistvu ta klet pri nas je že kar tak lep studio ratu. V bistvu smo si vzeli cajt ga po vseh znanjih in izkušnjah, ki smo do zdaj imeli v studiu, ga naredili v čistko ta prav studio, kar more biti, no. In se da vse super posnet, predvsem smo pa lovili dobro počutje benda. Pač se mi zdi, da doskrat smo imeli že prejšnje izkušnje, ki te si, ne vem, plačaš en dan studija v nekem dragem studiu in si v bistvu primoran takrat zaključiti stvar. Kar pa muzika ni niti nujno pač samo to, da se odigra, mora se odigrati z dobrim počutjem, da se bend šteka, da ima pevc dan, da v bistvu vse poklapa, ker se mi zdi, da lih tako pol pride ta pač celoten komad pride do izraza tako, kam more. In tukaj smo v bistvu predvsem zaradi tega pač hoteli to narediti sami in pri nas doma, da prvič mogoče smo malo tudi testirali, koliko delč lahko s produkcijo pridemo, če se to posname doma, pa tudi zaradi vibe benda, no. In se mi zdi, da to se nam je res splačalo, no. Tudi pomagal nam je Drago Popovič in ja, tudi on je bil, kakor jaz vem, mu je kar všeč, kako je izpadlo vse skupno. Ste mogoče zato bolj naravni, iskreni? Ja, če snemaš doma, mislim, da je velika olajševalna okoliščina pri tem, da si dan v eno okolje, ki ti je domače in ga dobro poznaš in te nič ne more v resnici presenetiti. Pač se mi zdi, da tudi, ko greš pisati, pišeš nekje, kjer ti je udobno. Ko se pogovarjaš z nekom, s katerim ti je udobno govoriti in na enak način v resnici tudi prostor kot studio, tam, kjer smo bili in ljudje, predvsem, ki so bili zraven, ki smo mi to delali, so bili najbolj pomemben dejavnik tega, da je tudi to izpadlo tako, kaj je. Definitivno. Ste našli kaj napak? Ja, pa saj so napake. Ne vem, če obstaja album zares, pač, ki nima napak. To je na koncu samo še tak en statement tega, da smo pač sami to počeli in tudi pri največjih majstrih na koncev, tudi oni sami to počnejo, tako da so napake. V bistvu lih prvi sestanek, ki smo imeli z Dragotom takrat, ko smo se dobili, je rekel: fanta, zdaj vam bom jaz pokazal svetovne produkcije, ki imajo napake noter. In smo šli lepo čez in takrat pa res vidiš, da ni sploh to point, da more biti, ker pač muzika ni point, da je perfekt. Ja, prva stvar, Roxanne od The Police, ki se Sting usede na klavir,
Pa noben tega sploh ne dojame danes kot napako, ampak dejansko se baje tip spotaknil in se usedel na klavir in to je zdaj v komadu. Tako da pač je to popolnoma normalna stvar. Boste pa to potem odpravili na drugem albumu? Jaz mislim, da ni kaj za odpravljati zares. Tam se bo Blaž na kitaro usedel. Kvečem, jaz mislim, da lih te napake naredijo nek studijski album živ. Noben Blaž kitaro v steno vrgu. Samo ga povezuje s kitaro, nič pa z bobne. Takrat bo Blaž boben defenestriral. Ja, bom. Na vse možne načine. Rock'n'roll. Ko da ni nič, bo naslednja. Ja, moj najljubši komad na plati, vedno to rečem na vsakem koncertu. Razlog za to je zelo preprost, ker se mi zdi, da dva pomembna stavka za mene v življenju sta v tem komadu. En je, ni me strah sprememb, zaradi tega, ker mislim, da v življenju spremembe so edina stalnica in se jih ne smeš bati. Zelo pomembno je biti pogumen in jih sprejemati. Drugi stavek je pa prosim, da se pogovoriš, dokler se še lahko. Zato, ker mislim, da tudi spremembe včasih pridejo zato, ker ljudje ne govorimo in zato, ker nismo sposobni izraziti to, kar bi mogoče čez nekaj časa pa si želeli. In je zelo pomembno tudi, da znamo se pogovoriti in usesti, dokler se še lahko. Ker noben nima tukaj dosti časa v resnici, če tako pomisliš. Tudi mi smo, ne bi bili še mladi, pa v resnici smo preživeli že 1/3 svojega življenja. In to je ena stvar, na katero jaz pogosto pomislim in mi pogosto daje en tak moment samorefleksije, ker glej, noben ni tle zavedno, a ne? Dajmo se ne bati tega, pač kar se dogaja okrog nas, da se stvari spreminjajo in dajmo se pač pogovarjati s tistimi ljudmi, ki so nam blizu, dokler se še lahko. Ti hočeš biti kot, jaz nisem tak, spet hodiš mimo odprtih vrat in daš vtis, da te ne boli. Povej, a res lahko zaspiš, kot da ni nič. Kot da ni nič. Ti hočeš biti kot, jaz iščem mir. Če ni prostora, zamenjam smer. Preveč očitno je, a veš, razumem bistvo brez besed. Ti pa kot da ni nič. Še lahko, še lahko, dokler se še lahko, še lahko. Veš, treba je provat, preden veš, treba je provat, razumeti. Veš, treba je probat, preden veš, veš, veš. Čakam te, čakam te, čakam te, te.
še lahko, še lahko, dokler se še lahko. Ja, ti hočeš biti kon, jaz nisem tak, spet hodiš mimo odprtih. Ko da ni nič skupine Yoko Ono, uradno promocijo ste že imeli, je bilo še kaj več koncertov po izidu albuma? Ja, v bistvu zdaj čez poletje nekaj koncertov je bilo, v bistvu ta prva stvar, kar je bila, se pravi, je bil itak koncert v Kino Šiški, ki se mi zdi, da je zelo super izpadel in smo bili res presenečeni, koliko ljudi je tudi prišlo in tudi koliko ljudi je dejansko znal komade in ne samo single, tudi komade, ki so bili v bistvu izdani šele 10 dni prej. Se pravi, 14. je šlo na digitalnem ven, 24. smo imeli premiero in ljudje so že poznali komade in to nam je bila v bistvu kar ena fajn potrditev. No. Ja, pol so bili pa še, bili smo v Kranju, bili smo v Žireh, bili smo v Trbovljah, tako da se je kar dogajalo, no, smo kar skozi in tudi zdajle imamo še 2-3 koncerte, ki se dogajajo in bili smo lih na Ptuju, gremo v Koper, neki pa se še tudi menimo še za novembra, decembra, naslednje leto pa isto tudi kakšni večji festivali po Sloveniji. No. Na koncertu je verjetno treba igrati več kot 36 minut. Ja, pa sej mi ne skrivamo to, da imamo ogromen ene glasbe. Na koncertih mi igramo avtorsko glasbo, skozi jo delamo, muzika je pri nas pač način življenja, tudi nepredstavljivo je v resnici, da bi zdaj se mi, ne vem, en teden pred albumom pač dali v studio in naredili cel album iz šusa, ampak je tudi naša želja, da te pesmi stestiramo, da vidimo, kaj nam ustreza tudi v nekem živem okolju, kjer se stvari tudi lahko spreminjajo in prideš pač čez čas, čez iteracije do nečesa, kar ti je kul. Tako da ja, igramo avtorsko glasbo. Kakšni so odzivi tako na koncertih kot na spletu, kjer je glasba dosegljiva po celem svetu? Mislim, ful je zanimiv, ker recimo pol primerjaš kakšna naselja v Sloveniji, ki so manjša in v bistvu lih toliko ljudi posluša komade naše v, ne vem, Rigi. In je bizarno to gledati, da te, ne vem, zdaj čist na pamet govorim, v Spodnjem Dupleku posluša toliko ljudi, kakor te v Latviji in si tako cool, thanks, ne vem, kje ste to slišali, ampak hvala. Tako da ja, mislim, zanimiv je, v bistvu mene je predvsem presenetil, kam vse lahko pride to. Ne vem, a je to za vse ali je to specifično za nas, ampak mislim, da kle so bili tudi neki akteri, ki so mogoče malo slovensko glasbo tudi razširili v tuje vode in očitno to da tudi nas na radar mogoče malo več ljudem. Ampak ja, zaenkrat odziv ljudi je za moje pojme kar v redu. Ampak itak se vedno trudimo, da pač to še, da ta zadeva še raste in pač se ne ustavljamo, tako da se bo še veliko slišalo nas. Slovenski jezik očitno ni ovira. Ne, pa sej v resnici je lepo kdaj slišati, ne, pač tudi kakšen drug jezik, kot je to angleščina. Mislim, da imamo premalo mogoče včasih enega spoštovanja do drugih jezikov, ker so zelo lepi in vsak jezik omogoča nek drug način izražanja, neko drugo ritmiko ima, nek drug metrum v sebi in mislim, da tudi pač tebe kot pisatelja pol normalno to vodi, ta živost jezika in jezik kot orodje. Meni se je glih zgodil pred časom, da sta mi napisali 2 Nizozemki, ki sta bili na našem koncertu, da je Kim postal njun summer hit in da oni 2 zdaj hodita po Amsterdamu in to pojeta, tako da je rekla, saj ne vem, če vam to karkoli pomeni, ampak samo to, da veste, 2 Nizozemke se sprehajata po Amsterdamu in se to na glas dereta, tako je top. Za konec radijskega dela pogovora bomo zavrteli še eno, preden se preselimo na splet. Ne kliči bo to? Ja, vi kar kličite. Ne kliči je ena pesem, se mi zdi, kjer je ta band začel zares živeti. Začel je živeti kot live band, kot skupina glasbenikov, ki se zares na odru začuti in meni še vedno eden ljubših komadov za igrati jih v živo in tudi mislim, da si vsi tukaj delimo to mnenje in mislim, da predstavlja en jasen temelj tega, kar Yoko Ono je.
pač ta band, kot vsak, ima, mislim, da neke pesmi, ki so nekako reprezentativne za smer, kamor se premika, in pesmi, ki se mi zdi, da jih nikoli ne bi želel nehati igrati. Zame je to ena teh in mislim, da je ena taka severnica za to, kar mi počnemo in kar želimo početi. Skladbo spuščamo za konec radijskega dela pogovora. Blaž in Žan, hvala, da ste bila moja gosta. Ostajata pa še z mano, kajti na spletu bomo zavrteli še kakšno. Hvala za povabilo. Lepo se imejte in se slišimo. Sabo vedel sem, ko sva začela, da se bo nekoč končalo. Kje je dom? Veš, da boli, da ga še vedno nisem našel. Ne reči, da vstal je tam, kjer si ti, in upal sem, da bom pozabil. Že poslika mesta, ki gori po noči, mesta, ki ne spi, oprosti mi, da grem, ker ne znam več biti samo katja stran. Vse, kar sabo bom vzela, kot ti dam. Ne kliči zvečer, čas samemu sebi vsakič, ko se vračam k tebi. Vsak je sam, si pojem na glas, ko si te spet želim ob sebi. Že poslika na jug, ki gori pa zase, baby, spremenila sva se in zdaj grem, ker ne znam več biti samo katja stran. Vse, kar sabo bom vzela, kot ti dam. Lahko, lahko, ne kliči zvečer, ne, 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 ne. Ne kliči zvečer, ne, 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 ne. Ker ne znam več biti samo, odhajam stran. Vse, kar sabo bom vzela, kot ti. Lahko, lahko, ker ne znam. Ne kliči zvečer, ker ne znam, ne, 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 ne. Ne kliči zvečer. Blaž in Žan, skupine Yoko Ono, z mano vodaje Radioaktivno. Če te vprašajo album, ki ga vrtimo, sta del novega vala slovenske glasbene scene. Kako gledata na slovensko glasbeno prizorišče? Jaz mislim, da je čedalje več v bistvu zelo kvalitetnih bendov v Sloveniji nastaja oziroma obstajajo, ki te res presenetijo. Mogoče, če ti že studijske verzije niti ne prepričajo toliko, ali pa da ti mogoče žanrsko ni toliko všeč, se mi zdi, da je vredno iti pogledati pač ta band v živo, ker zna res presenetiti. Mislim, da tle je pač, ne bi jih rekel konkurenca, ker se mi zdi, da tle v muziki to ne obstaja, ampak je veliko dobrih bendov, ki jih je vredno, in nekako slovenska scena živi, mislim, da po dolgem cajtu zelo dobro. No? Ja, super je.
slovenska muzika je super, lepo je videti, da se ogromno stvari dogaja. Jaz tudi mislim, da lahko rečem, da poslušam enako količino slovenske glasbe kot tuje, kar je velik statement v resnici zato, ker v tujini je glasbe veliko več, a ne. Ampak, ko te nekdo nagovori v tvojem jeziku, ko nekdo prihaja iz okolja, iz katerega prihajaš ti, se mi zdi, da se veliko hitreje poistovetiš potem s tem, kar ti pove. In to se mi zdi glavno v resnici v glasbi. Glasba je pač način, kako se z nekom poistovetiš in občutek, ki ti ga on čez glasbo predaja. Zato sem zelo vesel, da imamo tako bogato in pestro kulturo in muziko. Da dobro delate, kaže tudi nominacija za Zlato piščal, za novinca leta. Ja, to nas je res presenetilo, no, zaradi tega, ker v bistvu čisto po pravic smo se hoteli prijaviti, pozabili smo se prijaviti, ampak na koncu nekako smo bili nominirani. In je bilo dobro videti, da dejansko pač smo prišli na nek radar nekih ljudi. Tako da ja, pač zelo fajn je bilo to slišati, no, da smo bili nominirani. Pa še nek tak fajn dogodek je bil, ker se dejansko pač smo spoznali muzičarje, govorili s kakšnimi uredniki, ki jih mogoče prej nismo poznali. In ja, pač lepo se je bilo povezati z ljudmi, ki delajo to, kar v bistvu mi počnemo. Tako da ja, zelo fajn. Mislim, ta celotno vse okoli Zlate piščali je bilo zelo, zelo prijetno doživetje. No. Kako pogledate na umetno inteligenco in glasbo? Jaz mislim, da umetna inteligenca nikoli ne bi smela biti poanta glasbe, nikoli ne bi smela biti v središču tega. Če je to neko tehnično orodje, ki ti pomaga pesem sproducirati ali pa olajša nek tehničen aspekt dela v glasbi, potem v redu, ampak ne bi pa nikoli si želel živeti v svetu, kjer AI piše besedila komadov namesto ljudi. Na koncu razumem, da se bo veliko stvari s prihodom umetne inteligence čez leta spremenilo in verjetno bo prišlo tudi to, ampak se mi zdi to zelo, zelo močno oddaljeno od pointa, zakaj mi sploh kot ljudje delamo glasbo. Ja, jaz mislim, da tudi ljudje prepoznajo, ali muzika je napisana pristno ali ne, da ljudje, ki poslušajo glasbo, niso neumni, mogoče sam ne vejo čisto točno, kako obrazložiti, kaj jim je všeč, pa kaj ne in zakaj, ampak jaz mislim, da ljudje začutimo dobro muziko in pristno muziko in jaz mislim, da pristna umetnost se bo težko kar razblinila, no. Predvsem pa AI mislim, da res nima kleke izraven pri osnovnih idejah delati. Lahko je pa kot vsako že zdaj kot neko orodje. Jaz pri pripravi intervjujev uporabim umetno inteligenco in tudi Microsoftovega Copilota vprašam, katere so najpopularnejše skladbe izvajalca, s katerim se pogovarjam. Kaj mislite, da mi je odgovoril za vas, za Yoko Ono? Jaz bi rekel, kdaj pa si to ga vprašal, koliko časa nazaj? Včeraj. Ok. Pol bi rekel, da je Kim prva, pol je Ne kliči, Se ti zdi, Kreten, pa Stala. Bog pomagi, ne vem, jaz bi rajši se pogovarjal o tem, kjer skladbe so te bile na albumu najbolj všeč kot to, kar je najbolj popularno po umetni inteligenci. V bistvu, vse zato je tudi plata zunaj, no? Da si ljudje ne grejo poslušati 3 pesmi, ampak da si grejo poslušati pač album in se odločijo na koncu za sebe. Kaj pa je zares rekel? Blaž, kar blizu si bil. Ja. Ne kliči, Kim, Se ti zdi, Piši mi, pa Stala. Se prav zna računati. Lepo. Ja, in potem si je še sam sebi zastavil vprašanje, katera pa je najbolj uspešna skladba skupine Yoko Ono? Ne kliči. Odgovor je pravilen. Ja, sej mislim, da tukaj je kar jasno. No. Pač tudi se mi zdi, da smo naredili kar velik preskok s tem singlom in da je pač tudi, da je tudi zapakiral oziroma zelo dober predstavil, kaj v bistvu ta plata bo še preden je bila. In pa tudi kaže, kaj v bistvu Yoko Ono bomo, tako kot je že Žan prej povedal. No. In smo. Predzadnja, HDK oziroma Hočem, da je konec. Ja, ne. Še ne bo, še eno skladbo bomo potem zavrteli. Ja, sej zato je predzadnja, ne. Ker že vsi vemo, da vsi komi čakamo, da je konec, ampak ne se hecam. Ja, pač ta pesem je dejansko odraz enega od najtežjih momentov, mislim, da kar sem jih jaz imel v življenju in takrat je pač prišel iz mene ta stavek, hočem, da je konc.
mislim, da je eden od komadov, ki tudi ga je v živo najbolj čustveno zahtevno izvajati, zaradi tega, ker vedno, ko izvajamo, pač jaz sem še vedno na tej točki, da ko igramo neki, se pač poglobim v te občutke in pač poskusam iti v tisto obdobje, kako je to bilo takrat. Tako da včasih se ob tem komadu tudi malo sedem in pač zadiham nekje v sredi, zaradi tega, ker drugače pač ne gre. Po moje pač, da odraz tega, da govorimo o tem, kar je v življenju res in kar se pač dogaja. Tako da tudi o tem je treba govoriti. Je pa lepo videti tudi, da ne glede na to, da pridejo taki momenti, ki mogoče to v življenju želiš, pa pač nisi glih pripravljen, da stvari izgledajo tako, kot izgledajo, na koncu se še vedno lahko soočaš s tem in prideš na drugi strani ven in pač je neko obdobje, ki temu sledi, ki je pa dobro in v njemu najdeš pač neko srečo, ki jo ne rabiš zares vedno v življenju videti, a ne? Tako da ja, to je ta komad. Kdaj bo dovolj? Diham počasi, nisem močan, pričakujem ta zlom. Pričakujem ta zlom. Kdaj bo dovolj? Kdaj se zlomim do konca? Kdaj pribijem beton? Kdaj pribijem v beton? Ker zase ne znam biti, kar sem bil zate. Kaj pa če hočem, da je konec, ker ne moreva nazaj. Hočem, da je konec in trpim le na skrivaj. Ker ne morem k tebi, te bom gledal dol iz zvezd. Veš, da vem, bom iskren. Hočem, da je konec. Jaz moram res iti. Ne moram več biti tukaj. Kdo je močan, taki ve, taki zna, taki bo za drugega dal čisto vse. In kdo je iskren, taki govori na glas, taki zna sam sebi priznat, da ga je strah. Kaj pa če hočem, da je konec, ker ne moreva nazaj. Hočem, da je konec in trpim le na skrivaj. Ker ne morem k tebi, te bom gledal dol iz zvezd. Veš, da vem, bom iskren. Hočem, da je konec. Hladno stati na mestu, spomnim se, da je bolelo. Tvoje oči in moje. Hočem, da je konec, ker ne moreva nazaj. Hočem, da je konec in trpim le na skrivaj. Hočem, da je konec in trpim le na skrivaj.
Blaž in Žan, za konec tega pogovora, kakšni izzivi so pred bendom? Mislim, da imamo kar dobro začrtan, kaj hočemo za naprej. No. Itak je v izdelavi že nov album, oziroma je že kar nekaj idej in tudi komadov, ki bojo prišli na nov album. Ne bomo še povedali, kdaj bo, ampak mislim, da tudi ta novica sledi v prihodnjih mesecih. Drugač pa v bistvu naslednja stvar, ki bo v bistvu najbolj popularen komad, oziroma ne najbolj popularen, bi jaz bolj rekel fan favorite komad od teh neizdanih singlov, bo še narejen kot v nek live performance video oziroma videospot. Potem pa v bistvu se že mi obračamo že nov list in gremo v bistvu potem počasi na nov album. No. Vmes koncerti, studio, pa v bistvu na koncu, kad tako rečeš, v bistvu se sliši zelo simpel, čeprav ni tok. Čeprav se spomnim, Žan, si mi dejal pri intervjuju, da imaš več kot 20 skladb pripravljenih. Pa ja, mislim, se vedno je bilo še več kot 20, verjetno tudi takrat je bilo to več kot 20. Jaz se z glasbo ukvarjam že 10 let in od praktično začetka pišem komade. Nam je bil vedno v resnici bolj izziv, se mi zdi, narediti neko koherentno celoto, ki deluje skupaj, in mislim, da smo zdaj prišli do te točke, ker smo uspeli nekako, ko bi rekel, pobrati smetano iz torte, ki je nastajala prej leta in leta, zato da smo zdaj lahko nekako odprli ena nova vrata in smo pred enim obdobjem, kjer dejansko dajemo ven tekoče občutke in tekočo glasbo, in mogoče bo tudi zdaj drugač, mislim, gotovo bo drugač to igrati, in za nas mislim, da je ena dobrodošla sprememba, ki se je veselimo, vsaj jaz osebno se je, pa verjamem, da se fantje tudi. Še ena bo za konec, to bo naslovna skladba, če te vprašajo. Ja, če ste prišli do te točke intervjuja in ste nas poslušali tudi na spletu, mislim, da malo bolj znate odgovoriti na to vprašanje. Če vas vprašajo, kdo so Yoko Ono, bi pa toplo povabil vse, da si zavrtite še kdaj ta album, da si zrihtate CD oziroma ga kupite in pogledate, kaj se zares skriva med vrsticami. CD dobijo pri vas in na streaming platformah? Tako, CD je v bistvu na vseh streaming platformah. Če pa nas pocukaš za rokav oziroma na naših merch standih, na koncertih, pa lahko tudi dobiš v fizični obliki, ali pa če nam pišeš na socialna omrežja. Tako da se ga da dobiti kjerkoli. No. Če te vprašajo za konec, Blaž in Žan, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala za povabilo in enako. Hvala, sva vesela, da obstajajo take dobre radijske postaje s takimi fajn ljudmi pri nas, in kamorkoli pridemo, smo res veseli za take priložnosti. Lepo bodite, imejte se fajn, imejte se radi. In se vidimo, upam, da tudi na kakšnem živem koncertu, ki je blizu. Sled si vse strahove, reci, ni me sram, reši, kdor se more, preden se konča. Če bi te bral, kaj če bi pozabil strah in če bi snov razumeti oba, pa bi še šla daleč, kot si šla takrat. Če te vprašajo po meni in pove, da me več ne poznaš, lažje je bilo ob tebi, ampak včasih ostaneš sam. Kaj sem danes za te? Upaš reč na glas, dam ti vse strahove, nosi jih, če znaš, ker tvojih 1000 besed ne pomeni mi nič več. Rad zaprl bi krog, ti pa hočeš še, ne moreva se v nedogled vrtet. Če te vprašajo po meni in pove, da me več ne poznaš, lažje je bilo ob tebi, ampak včasih ostaneš sam. Če te vprašajo
vprašajo po meni in pove, da sva le za moment imela vse, kar si želela, preden se ti je spremenil svet. Rekla sva tisoč besed, puščati prostor na namenoma ne objam svet. Rekla sva tisoč besed, puščati prostor namenoma. Če te vprašajo po meni in povej, da me več ne poznaš, lažje je bilo ob tebi, ampak včasih pač ostaneš sam, če te vprašajo. Mi smo Joko Ono in poslušate Radioaktivno.